Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer so skupaj z Zavodom za kulturo dialoga organizirali 22. mednarodni debatni turnir. Ta poteka od 7. do 9. marca tega leta in na njem sodeluje okrog 250 debaterjev iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Kitajske, Mongolije, Nizozemske, Romunije, Srbije, Združenih držav Amerike in Slovenije. Sprejeti odločitev o organizaciji na gimnaziji Franca Miklošiča ni bila vprašljiva, kar potrjuje tudi ravnatelj Franc Čuš. Debata v Ljutomeru ima zelo dolgo tradicijo. Nenazadnje je to tehniko debatiranja v Ljutomer prinesla naša nekdanja dijakinja, doktorica Manja Klemenčič, in nekako z podporo tedanjih profesoric Martine Domajnko in Lijane Miholič se debata začela, je tukaj v bistvu pognala zelo razbohotene korenine in raste danes in prepričan sem, da bo rasla tudi v prihodnje. 22-letna tradicija je zelo bogata tradicija mednarodnega turnira tukaj v Ljutomeru, ki vsako leto združuje številne mlade, ne samo iz Slovenije, ampak Evrope in sveta. In tudi v mednarodnih krogih je ta debatni turnir prepoznan kot zelo kvaliteten, kamor se splača priti, in tudi dosežki na tem turnirju imajo v teh debaterskih krogih zelo velik pomen. Tako da ja, ni bilo niti vprašanje, da ne bi tudi letos gostili 22. mednarodnega debatnega turnirja. In ne samo šola, dijaki, kakor zaposleni, ampak tudi nekako mesto Ljutomer čutita utrip prihoda številnih mladih iz celega sveta. Projekt zahteva zraven organizacijskega in logističnega vložka tudi finančnega. Kako je financiran mednarodni debatni turnir? Za šolo oziroma samo organizacijo pomeni tudi določen finančni izziv. Del stroškov pokrijejo udeleženci sami oziroma njihove ekipe. Tukaj se moram zahvaliti tudi Zavodu za in proti, ki nekako vodi to celotno logistiko z samimi prijavami, potem prihodom tekmovalcev in pa njihovo namestitvijo. Prav tako tukaj je potrebno izpostaviti lokalno skupnost, tako občino Ljutomer, kakor tudi pomurske občine, odkoder prihajajo naši dijaki, ki znajo vsakokrat priskočiti na pomoč, tako tudi po finančni plati, in podpreti naš turnir, kakor tudi omogočiti našim dijakom, ki se udeležujejo najrazličnejših turnirjev, tako na državni ravni, kakor mednarodni ravni, in vsako leto se potem župani in pa občine pozitivno odzovejo na našo prošnjo. Vsi, ki boste prišli v Ljutomer, boste najverjetneje slišali Babilon jezikov. Nenazadnje je Ljutomer tudi Miklošičevo mesto in Miklošič je velik jezikoslovec, ki je obravnaval in vladal številne svetovne jezike in potem preko tega dosegel tudi svetovno slavo. In jaz sem prepričan, da je Ljutomerska gimnazija zelo dober dedič te Miklošičeve zvoščine. Zraven gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je od vsega začetka soorganizator Zavod za kulturo dialoga za in proti. Barbara Švagan iz tega zavoda pojasnjuje, kaj takšen dogodek pomeni za Slovenijo in kakšno veljavo ima v svetu. To je absolutno eden izmed večjih turnirjev v tem delu Evrope. Poleg tega je še veliko drugih turnirjev, ampak ta turnir v Ljutomeru je res že znamenit in tradicionalen in zato tudi privabi ekipe iz vseh koncev sveta. V Sloveniji je to absolutno edini največji mednarodni turnir, tudi v tem delu sveta zelo poznan. Tudi letos so teme, o katerih bodo debatirali udeleženci, zanimive in predvsem aktualne. Imajo naslove opolnomočenje žensk preko njihovega izražanja besa v popkulturi, komercializacija ozaveščenosti o duševnem zdravju ter vloga Generalne skupščine Združenih narodov in Varnostnega sveta Združenih narodov. 3 trditve so znane vnaprej, 3 pa bodo debaterji izvedeli uro pred pričetkom debate. Zavod se sooča predvsem z velikim logističnim zalogajem. To je dejansko logistični zalogaj, ampak iskreno smo v teh krajih že tako lepo sprejeti, da se vse probleme da rešiti. Se pravi, veliko debaterjev je po različnih hotelih v bližini, pa tudi mogoče malo širše. En del dijakov pa je tudi pri družinah, tukaj dijakov gimnazije v Ljutomeru, za kar smo seveda zelo hvaležni. Kakšno pa je sodelovanje z drugimi debatnimi klubi izven Slovenije?
Debatna skupnost je zelo povezana. Dejansko po par letih sodelovanja v tej skupnosti poznaš ljudi iz ostalih evropskih držav, ki se z debato ukvarjajo, zato potem ni problem tudi poiskati druge turnirje v tujini, ki se jih potem naši dijaki udeležujejo, tudi naši sodniki hodijo soditi tuje debatne turnirje. Profesorica angleškega in nemškega jezika Lijana Miholič je tista, ki je pred več kot 2 desetletjema pričela uspešno zgodbo o debatiranju na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Dolgoletna mentorica debatnega kluba in debatna sodnica je udeležence pozdravila na otvoritvi, ob robu dogodka pa povedala. Turnir postal tako popularen in je rastel, da smo na neki točki morali odklanjati ekipe, ker jih enostavno nismo imeli dovolj prostora, ampak na srečo smo v šolo 2 leti nazaj renovirali, pridobili kar nekaj novih učilnic in danes se res lahko veselimo 52 ekip iz 12 držav. To je razpis in vsi, ki jih ta stvar zanima, se prijavijo. V preteklosti recimo smo imeli ekipe iz Japonske, iz Katara, iz Singapura, letos imamo Američane, Mongolce in seveda evropske države, katerih smo seveda vedno zelo veseli. Na tovrstnih debatnih turnirjih so debate zelo izenačene in odločajo malenkosti. Kako potekajo in kako so kategorizirani udeleženci? Tu moram predvsem povedati eno razliko. Na tem turnirju je čisto vseeno, ali si naravni govorec, ali pa je to tvoj drugi jezik, ali pa celo tuji jezik. Medtem ko na svetovnih prvenstvih, na katerih sem bila res zelo dolgo sodnica, tam pa sicer debatira vsak z vsakim, ampak na koncu se pa vseeno rangira. Se pravi domači govorci oziroma celotna debata, zmagovalci in od prvega do nekega mesta, potem je posebni rang za tiste, ki jim je angleščina kot drugi tuji jezik in posebna kategorija za tiste, ki je angleščina tuji jezik. Mi pa recimo Slovenci, Avstrijci in to cela Evropa pa spadamo v kategorijo, kjer nam je angleščina tuji jezik. In potem se nas to tako tudi rangira, ne? Kakšna so pričakovanja Lijane Miholič na letošnjem turnirju debate? Prepričana sem, da so se vsi, ki so se prijavili na ta turnir, odlično pripravili in zato pričakujem super debate. Vodja projekta Debata in predsednik organizacijskega odbora na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je profesor Aleš Kustec, ki ne glede na dolgoletne izkušnje pravi, da se projekta lotijo pravočasno in organizirano. O tem projektu začnemo razmišljati ponavadi nekje že decembra, tako da si počasi zamislimo, kaj je potrebno. Pol pa tako januarja začnemo posedati, planirati, tako intenzivne priprave se pa začnejo v bistvu pred informativnimi dnevi, tako nekje sredi februarja. Pol je rahlo zatišje zaradi informativnih dni, pol pa po informativnih dnevih na polno. To pomeni tudi med počitnicami, če je treba. In pa zadnje 3 dni, 4 dni, od ponedeljka do četrtka pa intenzivne priprave. No, to pomeni ni toliko fizičnega dela, kot je recimo mentalnega, pač kaj vse je treba, kaj se treba razmisliti, tudi delo z dijaki je zelo dinamično, komunikacija, pol lovljenje, kdo odpiše, kdo ne odpiše, tako da je kar pestro, no. Aleš je bil kot debater v prvi ekipi gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pred več kot 20 leti, vodila pa jo je Lijana Miholič. Ja, midva sva v bistvu skupaj začela, tako da midva sva oba dva, pa če sem začel debatirati, ona pa je začela mentorirati in tudi vem, da po prvem letu sva se skupaj v avtu peljala na priprave v Kranjsko Goro. Tako da je to tako, na nek način to še bolj povezuje in združuje, no. Takrat je debata bila bolj romantična, ni bila tako tekmovalna kot zdaj, dosti bolj smo se šalili, hecali, pač vzeli smo to bolj kot zabavo. Zdaj pa dobro, nekatere ekipe mogoče tudi v tem duhu, ampak je drugače to postalo, kako bi rekel, bolj tekmovalno, tudi debata je šla naprej v teh 20 letih, dokaj je dosti bolj zahtevna in tudi mednarodno smo zdaj tudi Slovenci zelo napredovali. V teh letih so dijakinje in dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer bili zelo prepoznavni in uspešni.
Ko sem jaz prišel na šolo, je bil en dijak v svetovni ekipi, predtem bom rekel na rok, ampak mislim, da jih je bilo 5-6. Svetovna ekipa je tisti, ki gre na svetovno prvenstvo in združuje 5 kandidatov iz celotne Slovenije. No in letos in lansko leto imamo pa tudi eno dijakinjo v svetovni ekipi, Lino Pfeffer, če boste jo ujeli, in še eno dijakinjo v, kako bi rekel, podporni ekipi ali pa vice prvakinji, razvojna ekipa se reče, ki pa se kot pripravlja za naslednje leto, da bodo imeli možnost za svetovno, tako da smo kar uspešni, no? Verjeti je, da se bodo debaterji iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Slovenije tudi to pot dobro odrezali in da bodo udeleženci finalne debate, ki bo potekala v Domu kulture Ljutomer. Tam pa bo tudi na to zaključna slovesnost s podelitvijo nagrad 3-dnevnega mednarodnega debatnega turnirja.